V bistvu je naše lasišče zelo dobro prekrvavljeno, pa na njem je zelo veliko število žilc in lojnic, tako da vse, kar nanesemo na lasišče, gre posledično v naš krvni obtok. In če so to neke agresivne snovi, v bistvu vse to dobimo v svoj krvni obtok. Naše OV barve so narejene na osnovi biodinamično predelanih zelišč, olj in masel. Prav tako imajo pomanjšane pigmente, tako da kutikule lasu ne odpirajo, vendar samo nabreknejo. Prav tako je naša H-Color prva nagrajenka za barvo brez amonijaka na osnovi biodinamično predelanih zelišč in barve tudi ne vsebujejo, kot sem že omenila, amonijaka, sulfatov, umetnih barvil, umetnih pigmentov, parfumov. V bistvu klasična barva na dolgi rok zelo izsuši lase, tako da se dolžina, sploh pri dolgih laseh se to pozna, vidno potanjša. Pri teh barvah pa se v bistvu nazaj napolnejo lasje, dobijo nazaj mehkobo, vlažnost, lažje se oblikujejo. Seveda, OV barve so prav zasnovane za ljudi z alergijami in občutljivimi lasišči. Treba pa se je zavedati, da je vsak človek drugačen in da ni nujno, da vsakemu ustreza. Zato se naredi alergijski test, prav tako pa je treba biti pozoren na alergije na eterična olja. Po uporabi naših barv lasje ratajo močnejši in lepše se oblikujejo, prav tako začnejo pridobivati na gostoti. Naše barve so tudi veganske ter vse linije za umivanje in nadaljnjo nego, z izjemo vlažilne linije, ki vsebuje med. OV barve niso in nikoli ne bodo testirane na živalih. Prav tako imajo PETA certifikat. Barv tudi ne uvažajo na Kitajsko, ker ima Kitajska še vedno obvezno testiranje na živalih. Embalaža je za njih zelo pomemben del. 85% stvari je v stekleničkah. Vse ostalo, kar je embalaže, je narejeno iz recikliranega papirja, prav tako vse nalepkice na šamponih, kar pa ne gre v stekleničke, naprimer geli za lase, voski, pa je v aluminijastih tubicah, prav tako barve. Zelo pomembno je pravilno umivanje las. Da se umiva samo lasišče in da se šampon izbira glede na tip lasišča. Če je lasišče mastno, se izbere šampon za mastno lasišče. Balzam in maske se uporabljajo na tip dolžine. Pomembna je uporaba balzama, kajti šampon odpre las, balzam pa ga nazaj zapre. Tudi zelo pomembno je, da si stranka posuši lase in da pri tem uporablja produkte za zaščito las pred termičnimi obdelavami. Tudi prhljaj nastaja v bistvu, če si las ne posušimo, velikokrat lahko pride do prhljaja, ker prhljaj je v bistvu tip glivice, glivice pa nastajajo v vlažnih prostorih. Lasišče greje, mokri lasje povzročajo vlago in hitreje pride do prhljaja. Tako da v 90% prhljaja se lahko odpravi že samo z tem, da se lasje začne sušiti.